za nas ni meja. Živjo! Živjo! Pozdravljene, Bobike. Kako se imate na ta prejagodni dan? Pozdravljene, Bobike, dragi prijatelji in ljubljenčki. Trenutek pozornosti, prosim. Poglejte jagodke. Ali že čutite? Napočila je jagodna trgatev. Tako je, prav ste slišali. Zato veselo poskočimo in zaplešimo. Delamo radi, delamo vse, veseli smo vedno še pa še. Skladi sadež se nasmej, delo gre naprej. Čas za slavje je, daj zaboj, zraku iskrice, zvezdicoj. Daj zaboj, zraku iskrice, zvezdicoj. Delamo radi, delamo vse, veseli smo vedno še pa še. Skladi sadež se nasmej, delo gre naprej. Delamo radi, delamo vse, veseli smo vedno še pa še. Skladi sadež se nasmej, delo gre naprej. Veseli smo vedno še pa še, skladi sadež se nasmej, delo gre naprej. Hvala, princesa Bobika. Le kaj bi brez jagodo soka? Brez jagodo soka bi jagodno dobravo objela tema. Brez jagodo soka? Mesto bi ostalo brez elektrike. Se vidimo, družba! No, punce, kako se vam zdi? Kaj pa je to? Čudovito je, fantastično. Sijajno je. Še moja omara je bolj urejena. To je moj najnovejši in najboljši izum. Vodnjaček za jagodo sok. Ponuja vse okuse. Bobike mi pa pomagajo. Pozor! Umaknite se! Kako pa vedo, kaj morajo narediti? Kot sama večkrat rečeš, če hočeš, da ti uspe, brez načrta ne gre. Jaz da to govorim? Ja! Poslušaj, Anča, vodnjak se mi zdi čudovit, ampak kaj pa, če kdo pade van? Ja! Jaz bi dodala rešilne obroče. Vodnjak z rešilnimi obroči? Ja, dala bi rdeče, modre, že vem, zelene ali pa turkizne, ali pa rožnate, mogoče olivne ali pa oranžne. Ne morem se odločiti. Kaj, če bo teklo čez? Potoki soka, poplavilo bo moj salon, moje krtače bodo vse lepljive. Fuj. Ali pa naredimo, kako se že reče, jez okrog vodnjačka. Ja. Ledeni vodnjaček. Ledeni vodnjaček, sijajno. Ali pa, ne, že vem, ste pripravljene? Pozabimo vodnjaček, naredimo jezero, da bomo lahko drsali. Jaz bom lahko imela tečaj umetnostnega drsanja. Odlični predlogi. Počakajte, ne, imam še boljšega. Ne, zmrda. S tem se pa ne smeš igrati.
dan, gospod Dolgoličnik. Nisem vas hotel prestrašiti, gospodična Jagodka. Oglasil sem se, če more biti potrebujete mojo pomoč. Preizkušam nov recept za sokec, ampak kaj pa vem, kot bi nekaj manjkalo. Morda bi lahko jaz... Ojej, hada. Ubogi, gospod Dolgoličnik, pripravila vam bom drugega. Hvala. Mogoče takega, ki ne bo tako brizgal. Nam boste jutri v bralni urici prebrali zadnje poglavje pustolovščin vaše sestrične Mirande? Lepo časi. Kot je moja draga sestra Esma zapisala v pustolovščinah znamenitih dolgoličnikov, ko so jo zadnji trenutek rešili pred hordo podivjanih divjih žab. Nihče ne ve, kdaj bo konec zgodbe, dokler se ta ne konča. No, prav. Ampak kaj boste, ko bo konec bralnih uric? No, saj veste, vedno se najde kakšna nova pustolovščina. Dronska strela! Bo kdo povedal, kaj se dogaja? Kar nekaj nekaj smo že nikoli bilo je grozno. Kako ne moreš misliti? Dajmo, hitro, pojdimo. Nevihni alarm. Hitro, pojdimo pod streho. Hitro. Gremo notri. Pridi, kuželuža. Misliš, da bo huda nevihta? Ne, malo nas bo poškropilo. Sploh, da je konec te nevihte. Seveda bo. Ne jemljimo tega kot nevihto, pač pa kot bežno pomladno romanco v stratosferi. Minila bo tako hitro, kot je prišla, za seboj pa pustila modro nebo in mavrico, dokoder seže oko. Tako, smo pripravljene? Zdaj imamo priložnost, da izvemo. Pojdi ti prva. Gospod Dolgoličnik, za jutrišnjo bralno urico bi rada poskrbela, da bodo vsi slišali razburljivi konec enkratnih pustolovščin vaše sestrične Mirande.
Zato bomo imeli generalko. Oh, Kar semle, gospod Dolgoličnik, pridite. Izvolite. tako. No, ne vem, kaj naj rečem. Me vsi dobro slišite? Predstavljate si, da vas je Jagodka pravkar napovedala. Aplavz je potihnil, občinstvo je na trnih. Hočem reči, na trnčkih. Odprete knjigo na zadnjem poglavju in začnete. Kot je rekel moj prastric Fernand, potovanje ni končano, dokler ni končano. Ja. Kaj pa je to zaklad? Kdaj nam boste povedali konec? No, torej. Poslušajte. Ja, saj poslušamo. Nevihta. Ponehala je. Res je. Ne piha več in ne grmi. Včasih nevihta prinese čudo jagodni dan. Jagodarna je brez vode. Oprostite. Kaj se dogaja? Jagodka, poglej. Kaj se je zgodilo z vodo? Ja, ta skala jo je ustavila. Najbrž se je prikotalila med nevihto, ampak zakaj ne gre naprej? Aha, tisti kamenček jo zadržuje. Skala gotovo tehta vsaj 6803,8 kg. Kakšen gram gor ali dol? Kako bomo tako majhni, kot smo, premaknile takšno ogromno skalo? Se bomo že česa domislile. Upam, da res. Brez vode se bodo jagode posušile. Brez vode ni jagod. Brez jagod ni soka. Brez soka ni mesta. Brez mesta ni nič. Brez heca. Kaj pa čarovnija, ki vam pomaga v gaju? Čarovnija deluje samo z jagodami. Moramo najti vodo, nič ne čakajmo. Jagodka, si prepričana, da je ne moremo premakniti s palicami ali vrvmi, ali če jo porinemo? Tudi če bi imeli dovolj vrvi in bi nam pomagali še vsi drugi, dvomim, da bi bilo to pametno. Zakaj ne? Kar poglej. Če se skala zvali po hribu, bo končala sredi mesta. No, lepa reč. Uničila bi vse hiše. Se bomo že česa domislile, nič ne bo uničena. Razen Anče. Pomaranča, ne! Je vse v redu? Je že dobro. Ej, Anča! Kako bi jo premaknili, ne da bi šli zraven? Kako kaj premakneš, ne da si zraven? Nihče ne bo šel zraven. Preveč je nevarno. Kaj pa potem? Brez skrbi, bobike bodo našle vodo.
Jagodka, ne greš noter, temni se že. Ni še nazaj. Poiskat jih grem. Jagodka! Jagodka, vse povsod smo iskali vode, pa nikjer. Stvar postaja resna. No, so našli vodo? Čakaj, ne razumem, kako predaleč? Vodo so našli, ampak je predaleč, da bi jo speljali sem. In kaj to pomeni? Preselili? Kako to misliš? Zakaj? Hočeš reči, da se bomo preselili stran? Moramo spakirati svoje stvari. Zavedno. Da bi zapustili Jagodno Dobravo? Kje bomo pa živeli? Postavili bomo novo mesto, tam, kjer je voda. Kdaj pa? Oditi moramo po jutrišnjem. Že po jutrišnjem. Jagode bomo presadili v lonce. Če po jutrišnjem še ne bomo odšli, se bodo jagode posušile, preden pridemo tja. Smrda? Ne. Kaj je zdaj to? Soka je zmanjkalo. Brez soka ni elektrike. In sušilnikov za lase. Kako bom brez njih sušila lase? Zunaj na vetru. Nisi duhovita. Kar ne morem verjeti, da se bomo morali preseliti. Kako grozno. Pogrešala bom Jagodno Dobravo. O, Limonca, žal mi je. Vse to me spominja na pustolovščino, ki me je prinesla v vaše čudovito mesto, ko sem se znašel v deželi suhi kot kos opečenca. Brez mermelade. Vse bi uvenilo tudi jaz, če ne bi bilo sijajnega gejzirskega kamna. Gejzirskega kamna? Ja, tako je. Sijajnega gejzirskega kamna. O, čudovita naprava, pravi zaklad. Prvi ga je odkril... Aha, tukaj smo. Zlati kamen, ki so ga različne civilizacije uporabljale, da niso bile odvisne od nezanesljivih vodnih virov. Ko daš kamen na sonce, nemudoma začne teči čista in osvežilna voda, da jo je na pretek za vse. Zlatje pa res obstaja. Prav gotovo. Nahaja se južno od mesta. Kako pa deluje? Gre za nekakšno električno delovanje med minerali v kamnu in vlago v zemlji, če se ne motim. Sproži ga sončna svetloba. No, tole ugibam. Konec koncev sem postolovec in pesnik, ne pa znanstvenik. Vprašati morate mojega bratranca Bernarda Dolgoličnika. No, to je bil znanstvenik, bil je... Gejzirski kamen? No, pot bi vam težko opisal. Veliko je ovinkov takšnih in drugačnih, da bi se kompasu zmešalo. Kje bi ga našli? Sami bi ga pa našli, ne? Prav gotovo. Je daleč? Le nekaj malega hoda, prisežem. Kratek sprehodek. Ne bi se nam bilo treba seliti. Kaj praviš, Jagodka? Pravite, da ste ga na lastne oči videli, ta čudežni kamen. Gospod Dolgoličnik? Kaj pa da? In kakšen prizor! Kako to, da ga niste prinesli domov? No, saj ni bilo potrebe, da bi ga jemal iz njegovega naravnega okolja, kar pa je zdaj nuja, prav huda nuja. Gremo lahko pon? To bo rešilo Jagodno Dobravo. Prosim. Jagodka. No, zdaj smo že tako daleč, da moramo poskusiti prav vse. To. Prav. Pojdimo pon. Odpravili se bomo takoj zjutraj. Čudovito! Hvala. Jupi, na potovanje gremo.
Pogrešala te bom zmrda. Pridna bodi. Nazaj bomo takoj, ko bomo lahko. Saj razumete, kaj ne? Moramo najti ta kamen. Vso srečo, Jagodka. Ja, vso srečo. Pa pazite nase. Adijo, Jagodka. Adijo, srečno. Hej, ahoj! Wow, naša pot je pa... Ne ravno pot. In tu je za nas konec poti. Kako ste resni? Se ti mogoče zdi čudno, a? Zašli smo. Kar brez skrbi, to pot poznam kot lasten žep, samo proti jugu. Ne boste pogledali na kompas? Prav imaš, da mi ne bo potem žal. Zdi se mi, ne, se bo, ja, brez dvoma, jug. Ali ste prepričani, da deluje? Kaj pa da? Ta kompas sem dobil od dedka, z njim je prečkal visoko gorje. Ojej, najbrž ga je zdelo kakšen kamen. Nič ne de. Strani neba lahko določimo po soncu. Ja, če bi ga videli. Anča, kaj pa je? Nekaj sem se spomnila. Kaj pa? Pozabi. Veš, jaz večkrat brez glave razmišljam. Prehitro se zapodim v kakšno stvar, kot včeraj pri tisti skali. Ni res, da brez glavo razmišljaš. Meni se zdiš zelo pametna. Res? Samo zaupati moraš vase. No. Pomislila sem, okrog ležijo semena banabane, tu tudi raste ena. In banabana je vedno obrnjena proti soncu, tudi če je sonce skrito. To pomeni, da je jug v tisto smer. Sonce! Wow, Anča! Izvoli prva. Pridite, gospod Dolgoličnik. Anča je našla jug. Gospodična pomaranča. Genialno rezoniranje. Reči hoče, da pametno razmišljaš. In prav ima. Hvala, borovnička. Vsaj sonce smo našli. In ko mu je Edna podala skrivni ključ, mu je zdrsnil med prsti naravnost v vodnjak. Ko je z obema rokama pomagal gospodični Edni na varno, ni mogel hkrati držati še Mislim, da nam je ključa. pobral že prejšnji teden. Stric Brt je pazljivo prisluhnil, da bi slišal, kdaj bo ključ čopnil v vodo. Toda tega ni dočakal.
Slišal pa je, da je ključ udaril ob kamen. Tako je bilo jasno, da je vodnjak suh, zato bi lahko splezal van in rešil ključ. Ko je prinesel vrv in lestev, se je stric Brt spustil dol in še bolj dol. Gospod Dolgoličnik! Joj, ne, kaj bomo zdaj? Pomisli. Dajmo hitro za njim. Pridi, limonca! Počakajte, razmislimo najprej. Saj ne vemo, kje bomo pristale, če se kar spustimo. Moramo tvegati, Borovnička! Izgubile bomo vodnika! Hitro! Pridi, no! Daj, pohiti! Ajaj! O ne! Čakajte, ustavimo se! Je vse v redu? Bilo je noro zabavno. Res? Ti je bilo všeč? Očitno je včasih pač treba tvegati. Vaša knjiga. Je že dobro, se bom sam. Najbrž smo kar precej s poti. Sploh ne, gospodična Jagodka. Prepričan sem, da smo na pravi poti. Ampak to ni mogoče. Ne morem se premakniti. Seveda se lahko. Pokazala ti bom. Kaj pa nameravaš? Ni slabo! Všeč mi je! Slišite? Limonca je skrbila. Pazite! Kaj bomo pa zdaj? Tecimo! Kam pa? Na mestu! Kar na mestu tecimo. Upam, da se bo posrečilo.
Enkratna zamisel! Letenje je tako zabavno, ko bi vsaj znala leteti. Ne bo še tako zabavno, raje bi videl, da bi bili na trdni zemljici. Pristati hoče. Mislim, hočem reči, to se mi ne zdi preveč pametno. Zdaj le že ne. Počakajte, dekleta. Hopla. Pomagali vam bomo, gospod Ogoličnik. Brzite nam knjigo. Hvala, ampak res, ni treba. Vrzite jo meni. Primite me za roko. Res ni treba. Zelo ste prijazne. No, pa smo na tleh. Mlinca, krasen nov ples. Srečo imamo, da se nihče ni poškodoval. Zdaj bomo pa tam. Kako mikavna pokrajina. Popoln kraj za novo jagodno dobravo. No ja, če ne najdemo gejzirskega kamna. Hočete reči, da bi morali tu postaviti novo jagodno dobravo? Je to rekel? Aha. Dekleta, poslušajte. Žal mi je, ampak raje ne hodimo naprej, dokler se zatrdno ne prepričam, kaj namerava gospod Ogoličnik. Počakajte tukaj. Gospod Ogoličnik, to pa res ni kratek sprehod, ki ste ga obljubljali. Ne zamerite, ampak morate mi povedati, kje je gejzirski kamen. Takoj. No prav, gospodična Jagodka, samo da pogledam. Sijajni gejzirski kamen je v veličastni votlini pod 7 slapovi. Kje pa je to? Torej, to je pa... tamle. Pridite! Prevelik prepad. Preširok, predaleč je. Poslušajte zdaj, uspelo nam bo. Tako daleč ne moremo skočiti. Škoda, da nimamo letečih rožic. Žal mi je, da sem vas zaman pripeljala tako daleč. Kar vrnimo se. Glavo po konci, dali ste vse od sebe. Nič ni narobe, če se vrnete domov. Takšen dom. Prečudovit bo. Jagodno dobravo bomo lahko postavili na krasnem novem kraju. Mesto bo lahko večje in lepše kot kdajkoli. Starega doma niti pogrešale ne boste. Jagodna dobrava niti amfiteatra nima. Matija pa je pravi mojster za amfiteatre. Saj ne misli resno, kaj? Vprašati jo grem. Oj. Takoj pridem, gospod Ogoličnik. Prosim, ne glej me.
Daj no, Joka se res ne smeš sramovati. Vem, da kar naprej zbijam šale, ampak resnica pa je, da imam rada jagodno dobravo. Zelo jo imam rada, to je moj dom, takšnega ne bom več imela. Slivka, prepričala si me. Ste prepričane, da je to dober načrt? Ne smemo obupati, gospod Ogoličnik. Morda je vseeno malce prenaporno za vas. Se nam zdi težko, dekleta? Za nas, dekleta, pa res ni nič pretežko. Že vem, če spletem trsje v kito, bi bila močna vrv. Pametno, limonca. Skoraj uspelo ti bo. Daj še enkrat. Uspelo nam je! Vedela sem, da nam bo. Lepo prosim, raje ne. Nisem prepričan. Mogoče bi še enkrat premislili. Gospod Ogoličnik, moramo rešiti jagodno dobravo. Jaz grem prva, da se prepričam, ali je varno. Jo, jagodka, previdna bodi. Ojej. Previdno. Do dna je pa zelo daleč. Zelo daleč. Ej, če mene ni strah. No prav, če ti tako praviš. Odlično. Zdaj gre, Malinca. Še malo. Odlično. Saj boš videla? Šala mala. Pridite, gospod Ogoličnik. O ne, kar same pojdite. Ne bi vam mogel veliko pomagati. Neumnost! Same ne bomo nikoli našli gejzirskega kamna. No, ampak res, no, Brez skrbi, gospod Ogoličnik. To bo šala mala. Samo dol ne glejte, pa bo šlo. Hvala, gospodična Jagodka. Wow! To je res veličastna votlina. Tako kot ste rekli, gospod Dolgoličnik. Kje pa je tistih 7 slepov? Saj res. In kje je gejzirski kamen? Jejhata, pa ga res ni tukaj. Morda so ga ukradli? Ukradli? Torej, jaz res... Poglejte! Sijajni gejzirski kamen! Prav zares? Hočem reči, to je pa... Gospodična Jagodka, moram vam priznati. To, naš jagode so rešene!
Uspelo vam je, gospod Dolgoličnik. Hitro, pojdimo ga preizkusiti. Počakajte. No, bojim se, da smo prepozni. Prepozni. Stvar je taka, da kamen deluje samo na soncu. Sem morda to pozabil omeniti? In? Zamudili smo ga. Sonce namreč, smola. Počakati moramo do jutra. Borovnička. Prepozni smo. Zamudili smo ga. Komaj čakam, da vidim, kako se bodo doma čudili. Jaz pa komaj čakam, da razpakiram. V trgovinici bom naredila nov red. Ga boš naredila še v moji, ko boš že pri tem? Kaj, če ne bom vedela, kam sem spakirala lak za lase? Gospod Dolgoličnik, zdaj je pa res primeren čas, da do konca poveste zgodbo. Stric Bert, vodnjak, ključ. Ja, prosim. Kažem je kon. Joj, strahotno sem opehan. Utrujen je. No ja, utrujen. In raje bi videl, če vas ne moti preveč, da bi legel k počitku. Ja, ja. Ojej. Ojoj. Jejhata. Knjiga. No, kdo je tisti šaljivec? Kje je gospod Dolgoličnik? In kje je gejzirski kamen? Gospod Dolgoličnik! Gejzirski kamen. Gospod Dolgoličnik, kako ste pa prišli tja? In kako je kamen prišel tja dol? Ja. Vsega je kriv zloben kradljivec kamnov. Prikradel se je k meni, ko sem spal, zbudil sem se in ga zalotil, kako s kamnom beži proč. Joj, kako strašno. Kaj, če pade? Najprej rišimo kamen, potem pa Dolgoličnika. Pametno. Že vem, kaj bomo. Povej.
Ne, tako ne bo šlo. Mogoče kaj drugega, naj pomislim. Mogoče... Daj no, malinca, saj si se že spomnila. Ne, bila je res neumna zamisel. Dobila bom drugo. Nimamo časa za druge. Ja, malinca. Ampak... Mi smo brez zamisli. Povej svojo. Daj no, povej jo že. Ampak, če se ne bo posrečilo, me ne boste več marale. Obljubim, da te bomo marale, tudi če se ne bo posrečilo. Tudi jaz obljubim. No, pa naj bo. Takole gre. Še malo. Samo še malo. Dovolj, stojte zdaj. Tako, dvignite me. Držite se, gospod Dolgoličnik. Spustite me, hitro. Pohitite, gospodična Jagodka, pohitite, prosim. Ne dosežem ga. Vrv je prekratka. Daj jo meni. Primite me za noge. Hitro, ubogajte me. Primite me za roko. Držim vas. Pretežak je. Ne morem držati. Gajzirski kamen. Ja. Še malo. Jagodka, kako naj se vam zahvalim? Rešile ste me. Ampak ostali smo brez kamna. In jagodne dobrave. Žal mi je. Nisem mogla držati obeh. Je že dobro, Jagodka. Zvabila sem vas na to nevarno pot. Ena merica želodove moke, žlička mačehinih cvetnih listov, Kaj? pol žličke sveže mlenetega popra. Ojej, jaz, če dovolite, raj bi videl... Regratov pire, grahov sufle, ocvrti vrtnični cvetni listi z makovim prelivom. Čakaj malo, se to je kuharska knjiga. Moji najljubši recepti za mojega najljubšega sina? Z ljubeznijo mama? Kje so vse zgodbe o vaši veliki družini? O sestrični Mirandi, stricu Bertu, bratrancu Karlu? Nobene družine nimam. Vse, kar imam, je mamina kuharska knjiga. Kaj pa gajzirski kamen? Zato sem se ga hotel znebiti, preden bi odkrili strašno resnico. Strašno resnico, da... Ja,
Ja, Da je samo navaden kamen. Odkud potem zlato? Norčkovo zlato, nažalost. Kaj? Mineral, ki se mu reče železov kršec, sveti se kot zlato. Zato norčkovo zlato. potem smo mi norice. Gospodična Jagodka, nisem tako mislil. Prosim, ne bodite hude name, ampak bile ste tako žalostne, ker ste ostale brez doma, da sem vas hotel zamotiti, se malo razveseliti, vam dati upanje, veselo zgodbico. Kaj sem storila? Uspelo nam je! Hitro! Moramo najti babike. Kje pa so vsi? Kuža luža! Lepo, da ste prišli. Mislili smo, da ste že šli. Da bi šli brez tebe? To pa nikoli. Ti si naša junakinja. Bojim se, da nisem. Kaj misliš s tem? Nisem našla gejzirskega kamna. Žal mi je. Vem, da sem vas razočarala. Kaj pa zdaj? Kaj bomo pa zdaj? Bana, se spomniš? Pametno si se spomnila, Anča, ko si ugotovila, kje je jug. Živjo, ti pomagam pakirati, mogoče kaj nesti, ali pa res ne potrebuješ pomoči, Slivka? S seboj bom vzela samo te copatke. Hej, poglej moj osatov ples, se spomniš? Hvala ti.
že rekla o kamenčku, ki zadržuje skalo? O kamenčku, ki si ga hotela odstraniti. Ne vem, ne spomnim se. Rekla si, ko bi ga vsaj lahko odstranili, ne da bi bili zraven. Že prav, vem, da je bilo neumno. Ni me treba zdaj spominjati. Kaj pa je? Mogoče nič. Mogoče pa je kaj. Takole, poglejmo načrt. Borovnička bo vodila Bobike in s pomočjo tega škripca bodo odstranili kamenček, ki zadržuje skalo. Da se bo zvalila na naše hiše. Ti boš drugo skupino peljala sem dol, kjer boste naredili orjaško mrežo, ki bo skalo odbila v globel. Ne verjamem. Hočem reči, žal mi je, ampak načrt je preveč nevaren. Kdo je že rekel, da je včasih Treba tudi tvegati. Ampak gotovo je tudi varnejši način. Nimamo časa za nove zamisli. Dajte no, dekleta. Res moramo za Bobikami. Prosim vas, nehajte. Nimamo dovolj časa za to. Ti boš vodila še eno skupino. Naredili boste Načrt je mrežo, ki preveč bo odbila obsežen. Ampak saj ti vedno rečeš. Ni pomembno, kako velik si, če verjameš, da zmoreš veliko. Že res, ampak to je... Kaj? Razočarala sem vas, ko sem vas peljala na tisto strašno popotovanje na lov za vlažnim kamnom. Bilo je neskončno zabavno. Se spomniš, kaj vse smo počeli? Še letele smo. Po tvoji zaslugi. Vse bi moralo biti zelo veliko. Potrebovali bi pomoč. Seveda. To skočijo Bobike. Ni časa, so že šle. Jagode je treba takoj presaditi. Ne bodo se vračale, da bi tvegale še z enim norim načrtom. A razumete? Bodo, če jim boš ti rekla. Jaz? Zakaj bi ubogale mene? Ker si zelo nadarjena. Zakaj? Kuhanje? Ne, ljudi znaš prepričati, da verjamejo, da zmorejo. Ja, mene si prepričala, da sem skočila na sani. Mene pa, da sem vztrajala pri svoji zamisli in jo preizkusila. To ni uspelo še nikomur. In mene si prepričali, da sem poletela, ko se še premakniti nisem mogla. Ja, pa res. Tudi skakala si zelo dobro. Prosim, Jagodka. Mi verjamemo vate. Pa In Bobike tudi. Takole, ko preštejem do 3. 1, 2, 3. Tako, ja. Bo šlo, limonca? Bo, Jagodka, vse je v redu. Na tej strani še manjka, fantje. Takoj. Pripravljeni smo. Takole, nimamo časa, da bi naredili vse meritve, ampak mrežo bi dala semle. Odličen predlog. Gospod Dolgoličnik, lahko vtaknete nit v šivanko? A nit? Prosim lepo. Ja, sicer sem hotel že oditi, ampak to pa lahko naredim. Sem že jaz.
Ste vsi pripravljeni? Seveda smo. Ko preštejem do 3. 1, 2, 3. Jupi, uspelo nam je! Pazite, se že kotali! Bežimo! Pripravljeni? Zdaj pa gre! Močno držite! Zdaj! Gospod Ogoličnik! Držim vas, gospodična Jagodka, dosegli boste. Ne dosežem je! Ne dosežem je! O, izvolite, pomagajte si s tem. Uspelo je! Jupi! Haha! Odlično, odlično! Posluh, prosim, samo trenutek. Predala bom prav posebno darilo. Darilo! Za koga pa je? Prav posebno darilo? Ker nas je peljal na pravo pustolovščino. Če ne bi šle iskat tistega majhnega kamna, se ne bi spomnile, kako odstraniti velikega, ki je zaprl pot naši vodi. Je že dobro. Kar stopite naprej. Res ne vem, gospodična Jagodka, nikoli mi ne bodo odpustile, kaj sem vam zakuhal. Ne zdi se mi najbolj pametno. Ne govorite neumnosti, vsak naredi kakšno napako. To je za vas. Izvolite, kar odprite. Toda vse strani so prazne so. Da boste lahko zapisali naše zgodbe in svoje. Dobrodošli doma. Dobrodošli doma, gospod Ogoličnik. Poimenovali smo ga gejzirski vodnjaček. Čudovitje, pa deluje?
kavarno, gospod Ugoličnik. To ja, seveda bom. Uspelo nam je! Rešili smo jagodno Dobravo! Prijateljice zavedno, rade si pomagamo. Dokler vse smo skupaj, prav vse bo šlo. Dekleta pogum imamo, izzivov ne bojimo se. Trud je vse lepo plačan, kar pridi in zapleši že. Morda ne najdeš prave poti, prijatelj pravi, pomaga ti. Ljubo doma, kjer se počutiš varnega. Ljubo doma, kjer se počutiš srečnega. Včasih dež bo padel, sonce sijalo bo. Ne odiraj se na vreme, skupaj nam bo lepo. Morda ne najdeš prave poti, prijatelj pravi, pomaga ti. Ljubo doma, kjer se počutiš varnega. Ljubo doma, kjer se počutiš srečnega.